Matjaž Komen, direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, le še nekaj dni nas loči od slovenskega kulturnega praznika in občina Žirovnica je tista, ki je poznana po pomembnih možovih. Nahajava pa se v Čopovi rojstni hiši in v sobi, ki je prenovljena. Ja, tako je. Ja, res 8. februar se bliža in to je dan, ko zaživijo vse vasi v Žirovnici in pot kulturne dediščine Žirovnica. Zdaj, to leto žal zaradi epidemioloških razmer nimamo organiziranih pohodov in proslave, kljub temu pa vabimo obiskovalce, da se na pot podajo samostojno in obiščejo znamenitosti na poti kulturne dediščine Žirovnica, kot je Prešernova, Finžgarjeva, Čopova rojstna hiša in čebeljak Antona Janše, ki bodo za obiskovalce odprte od 8. do 16. ure. Janova rojstna hiša je 8. februarja žal zaprta, ampak za obiskovalce pripravljamo kar veliko novih vsebin, nekatere so virtualne, nekatere pa v živo. In kot ste omenila, zdaj se nahajamo v Čopovi rojstni hiši, v novi oziroma prenovljeni razstavi o življenju in delu Matije Čopa. Obiskovalci bodo to lahko premierno si ogledali prav 8. februarja. Je pa to, v bistvu, če na hitro mečkam povemo o razstavi. Želeli smo Matija Čopa predstaviti skozi njegovo življenje in delo. Tukaj na tej strani se vidi časovnica z pomembnimi dogodki v njegovem življenju. Potem smo ga želeli predstaviti kot bibliotekarja, poseben ponos posvečen na razstavi prav temu, kakšen pomemben doprinos je naredil v bibliotekarstvu. Na posebnem ponoju smo predstavili odnos Prešerna in Čopa, ki ni samo kot prijatelja, vendar tudi kot, borca za slovenski črkopis in slovenski jezik in poezijo. Predstavili smo Matija Čopa kot poliglota, saj je govoril 19 jezikov, in pa kot strastnega zbiralca in knjig, to pa smo ponazorili z to knjižno omaro posvečeno Matiji Čopu. Poleg tega pa se bodo obiskovalci na 8. februarja na poti kulturne dediščine Žirovnica lahko gledali še nekaj novih vsebin. Pred Prešernovo, Čopovo in Finžgarjevo rojstno hišo bomo postavili ekrane, kjer se bodo lahko obiskovalci gledali zanimive filme o naših literatih in poti kulturne dediščine Žirovnica. V kulturni dvorani na Breznici kulturno društvo dr. France Prešeren pripravlja slikarsko razstavo, ki bo ta dan odprta od 8. do 16. ure. Naj še to omenim, vstop je 8. februarja vseh znamenitosti brezplačen. Novost je pa tudi to, da bomo imeli pred Prešernovo rojstno hišo od 12. do 13.30 ure bo potekal prenos tradicionalnega recitala Prešernove poezije, ki se ponavadi odvija v živo v Ljubljani pri Prešernovem spomeniku. To delamo v sodelovanju z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije. Imamo pa tudi neke virtualne vsebine. Zdaj, kdor je morda ne bo zmožen priti v Žirovnico, pa si lahko na naši spletni strani visitzirovnica.si ogleda en tak virtualni pohod po poti kulturne dediščine Žirovnica in pa vse prav lepo vabimo, da sodelujo na našem literarnem natečaju Prešerni izziv in nam pošljejo svoje pesmi, ki jih potem mi objavimo na našem Instagram profilu. No in seveda zaradi ukrepov in pa zaradi COVID-19 je potrebno imeti PCT. Ja, tako je. Ja. Obiskovalci morajo izpolnjevati te pogoje za vstop v te znamenitosti na poti kulturne dediščine Žirovnica. Je pa še ena novost. V tem letu smo za obiskovalce pripravili tudi čisto nov vodnik za potepanje, torej vodnik po poti kulturne dediščine Žirovnica. Zanimivimi ilustracijami, ki jih je pripravila Nina Čuk. Obiskovalci bodo lahko izvedeli v bistvu veliko o hišah, veliko o naših literatih, obenem pa bodo lahko tudi zbirali žige, ki bodo postavljeni 8. februarja pred vsako znamenitostjo in nekako hranili en tak spomin na letošnji pohod. In samo še enkrat, od kdaj do kdaj bodo rojstne hiše v občini Žirovnica v času slovenskega kulturnega praznika odprte? Odprte bodo od 8. do 16. ure, vstop je brezplačen, tako da vabljeni na pohod po poti kulturne dediščine Žirovnica. Hvala lepa. Hvala.